Zdaj, kako prepoznati samo zasvojenost? Včasih se ljudje ustrašijo, ko vidijo nek vedenjski vzorec in mislijo, da gre že za zasvojenost, ampak sam vedenjski vzorec je premalo. En tak zelo pomemben dejavnik je to, da ljudje nadaljujejo s takim vedenjem, kljub temu, da recimo pa že imajo negativne posledice. Takrat se je pa za vprašati, kakšno vlogo ima to vedenje v mojem življenju, in takrat gre precej pogosteje za resnejše težave. Se pravi, zdaj kriterijev, kako določamo zasvojenost, je veliko, med 10 in 11 različni modeli uporabljajo različno število teh parametrov, ki kažejo, ampak ta dva sta v bistvu najbolj pomembna na nek način. Se pravi, neobvladljiv vedenjski vzorec in pa nadaljevanje kljub negativnim posledicam. Zdaj moramo se zavedati, da so še drugi dejavniki, ki jih mi tako po domače s prostim očesom zelo enostavno vidimo. Če imamo v družini otroka, ki je recimo uspešen, hodi v šolo, ima neke hobije, ima prijatelje, socialni krog, se ne umika, potem je manj verjetno, tudi če igra, neke računalniške igre, ali zdaj ne bom pornografije tukaj vpletal, ker je specifično področje, ampak je manj verjetno, da gre za zasvojenost, kot pa recimo pri otroku, ki nima več zanimanja za šolo, zgublja interese za hobije, se ne druži več s prijatelji, recimo njegov vzorec spanja se je spremenil, zavrača hrano, takrat se je pa že za vprašati, čeprav je to že zelo pozno, ampak je pa kaže na drugačne težave. Skratka, ne smemo vse zdaj metati v isti koš, če nekdo malo posega po digitalni tehnologiji, to še ne pomeni, da gre za zasvojenost.